Pozdravljeni! No, danes vam pa posnela en poseben napotek video, kako zdaj mečkam pospraviti za nazaj in si pripraviti teren za naprej. V glavnem, danes je najdaljša noč in najkrajši dan. In čas je, da prižgajmo luči. Čas je, da mogoče kakšno stvar skurimo za nazaj. In danes je potrebno prižgati ogenj. In v starih običajih včasih so na ta dan kurili kresove in mogoče vi zakurite nekaj svoj ogenj in naredite prehod zase. Poglejte, kaj je zanimivo. Danes zjutraj sem potegnila prav zanimive karte in sem rekla, želim deliti z vami. Prvo karto, očiščenje. Očiščena sem teže preteklosti. Drugo karto, karma. Svobodna sem. Osvobajam se starih vzorcev, tega ne potrebujem več. Potem tretja, partnerstvo, vedno se povezujem s pravimi ljudmi. In tukaj je tudi ogenj. Naj ogenj prečisti vse tisto, kar ni zdravo in kar ni dobro. Naslednja, poštenost, resnica je ena. Vsak izmed nas se zaveda svoje resnice in globoko v sebi čuti. In dajmo si priznati, kaj v določenem odnosu čutimo. Ali pa kaj čutimo do sebe, kaj čutimo v odnosu do denarja, kaj čutimo v vseh odnosih, ker ni samo odnos z ljudmi, je tudi najprej odnos s sabo, potem je odnos z denarjem, vse to je pametno, da prečistimo. No in naslednja stvar, naslednjo karto zvok in angelske sfere. Angeli me vodijo tja, kjer je zame najbolje usklajena sem simfonijo srca in narave. Naslednjo karto, moje celice se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Jaz se polnim s to novo energijo. In naslednja, bitja svetlobe me ljubijo, čarobni samorogi in vilinska bitja. In naslednjo sem potegnila naslednji korak. Meni pripada sreča, zaslužim si jo. Zaslužim si ljubezen, zaslužim si izobilje vsega dobrega. No in glede na to, da je danes zimski solstici in je čas, da kakšno stvar zakurimo. Zdaj pa kako narediti cel postopek. Poglejte, vzamete list papirja in na list papirja enostavno napišite vse, česar si ne želite več. In sem napišite od odnosov, začnite tudi pri sebi, mogoče želite kakšno kilo se je znebiti, ne izgubiti, ker jo boste hoteli spet najti, ampak se je znebiti. Mogoče imate kakšno lastnost, ki je uničevalna, mogoče se tudi tega želite znebiti. Potem mogoče kakšen odnos, ki vas v zadnjem času precej šola, da je čas, da se zaključi, česa ne želite več. Potem tudi na denarnem področju, česa si ne želite več. In vemo, da smo vsi v nekih procesih, mogoče imate neke občutke, ki vas že dalj časa spremljajo, recimo kot je žalost, kot je občutek, da mogoče nikomur nič ne pomenite, mogoče občutek, da niste dovolj cenjeni. V glavnem vse to napišite, to je nekaj, kar ne želite več, kar vas ne podpira. Zdaj pa naslednja stvar, glede na to, da je danes tudi nov začetek, naredite oltarček. In zdaj vam bom pokazala, kako naredite ta oltarček in boste pač pustili, da vas podprejo svetle sile. Eno stvar, kar vas prosim, ne pisati nečesa, kar recimo želim, da se določena oseba zaljubi v mene, ampak napišite prvo stvar, če je v skladu z božanskim načrtom, če je v najvišje dobro vseh, naj se zgodi naslednje. In zaprosite, ne vem, če želite partnerski odnos, partnerja, partnerko, ki me ljubi, spoštuje, ki me podpira. Če želite na finančnem področju več, napišite, želim zaslužiti toliko, da lahko normalno živim. Mogoče povejte, koliko želite mesečno. Če veste, da ste, ne vem, na nekem premiku glede stanovanja, napišite, tako kot je v skladu z najvišjim načrtom, z božjo voljo, naj se uresniči glede mojega stanovanja, naj pride v moje življenje vse tisto, kar je za vse vključene najbolje. Potem, mogoče, če je čas za kakšen razhod ali pa, da se ločujejo kakšne poti, napišite, naj se zgodi tako, kot je v najvišje dobro vseh vpletenih. Če imate mogoče na zdravstvenem področju kakšen izziv,
ravno tako, naj se zgodi tako, kot je za vse najboljš. Zato, ker končnih rezultatov se ne da izsiliti. Je brez veze, da jih izsiljujemo, ampak dejstvo je, da če pa prosimo svetle sile za pomoč, za podporo, se bo vse to zgodilo. In tudi pri svojem telesu, če želite, da se preoblikuje, napište, želim, da dovoljujem, da odvečni kilogrami odidejo, da se moje telo začne preoblikovati. Vse to napište in potem kaj naredite. Glejte, jaz sem tukaj zdaj že pripravljeno, ampak vam bom pokazala po postopkih. Na krožniček date pest riža. Takole, glejte, pest riža date na krožnik, potem pa date 4 enake kovance, tukaj imam po 10 centov, enega proti severu, proti vzhodu, proti jugu in proti zahodu. In na sredino postavite svečko in pod to svečko date papir, list papirja, kamor ste napisali vse to, kar želite. In pustite, da svetle sile naredijo to, kar je v najvišje dobro vseh in naredijo to, kar je za vas najboljše. Ker zavedajte se, zemlja ni kraj, kjer bi mogli jokati od bolečine, zemlja, kjer imamo same težave. Ampak zemlja je lahko raj na zemlji, ampak res je, da mi odločamo o tem. Ali se bomo zapletali v drame življenja, ali pa bomo odpustili ljudem, ki nas šolajo, in jim dovolili, da oni mirno živijo in sebi dovolili, da mirno živimo. Tako da želim vam, da vas podprejo svetle sile, da greste s tokom življenja in čiščenje je dobra zadeva. Tako da dovolite si občutiti in spustiti in naj se vam zgodijo lepe stvari. Se slišimo, smo na liniji čez par dni, ko vam bom dala nekaj napotkov glede zdrave hrane.